Od Kulturbunda po neki logični naravni poti prehajamo do problematike Štajerske domovinske zveze. Zato na oder vabim, lep pozdrav, spoštovani projektor, srečno. Prosim kolega iz Zgodovinskega arhiva Celje, doktor Alessandra Žižka. Sandi, izvoli. Hvala lepa. Spoštovani, pri nemški okupaciji aprila leta 1941 je šlo v bistvu za skrajno radikalizacijo početja, ki nam je bilo na spodnjem Štajerskem dokaj znano že v preteklih desetletjih in stoletjih, se pravi za izrazit nacionalni boj, ki je potekal do nastanka prve jugoslovanske države, pod katero smo bili kratko epizodo, se pravi 23 let. Z okupacijo je prišlo do skrajne radikalizacije tega nacionalnega boja, ki se poslej ni ustavljal več pri boju za nacionalno, za jezikovno, politično afirmacijo, ampak je postajal boj za preživetje, za fizično preživetje slovenskega naroda. Če se na kratko spomnimo še, kot je prejšnji govornik lepo prikazal tole genezo, nacifikacijo oziroma nemške manjšine na Slovenskem, ki je potekala preko različnih činiteljev, preko različnih uradov, ki so sklepali različne zveze in na različne načine indoktrinirali nemško manjšino na Slovenskem, da je postajala bolj in bolj radikalna. Na spodnjem Štajerskem je veljala do začetka delovanja Štajerske domovinske zveze naslednja klasifikacija prebivalstva, ki je temeljila na predvojnih raziskavah Südostdeutsches Instituta z Münchna, ki ga je vodil dr. Helmut Karstanjen, o katerem bo par besed povedal še kasneje pri strukturi Štajerske domovinske zveze. Namreč v skladu z navodilom Adolfa Hitlerja iz govora februarja 1940 je veljalo za nemško ozemlje vse tisto, kar so civilizirali, kultivirali in gospodarsko razvijali Nemci. In glede na vse tisto, kar so potem Nemci počeli na spodnjem Štajerskem, je jasno, da so si z isto argumentacijo kanili priključiti tudi slovensko ozemlje na spodnjem Štajerskem. Se pravi, imamo neke tri kategorije prebivalstva. Najprej so večinsko Volksdeutscheri, oziroma nemška manjšina so Volksdeutscheri, se pravi tisti, ki so imeli vsaj enega roditelja nemške narodnosti, potem je večinski del Windischarji, ki so neke vrste Slovenci, ker uporabljajo pač slovensko narečje, kot so to takrat govorili, ampak po svojem čutenju so pa lojalni nemštvu. In pa še Slovenci, to so pa tisti, ki delajo probleme, to so pa predvsem tisti, ki so se po prvi svetovni vojni priselili bodisi iz Primorske, te so bili najbolj nevarni, in pa z Gorenjske, ker jim je tam verjetno gorelo pod nogami. No, že pred napadom na Jugoslavijo je bilo jasno, da bo treba prebivalstvo na zasedenih področjih spodnje Štajerske nekako navdušiti nad nacizem, privzgojiti nek nov sistem vrednot in ga vključiti v novo, se pravi, nemško državno občestvo. O tem je nekako leto kasneje odkrito zapisal tudi Franz Steindl, zvezni vodja Štajerske domovinske zveze. Noter je v eni taki zelo preprosti enačbi razdelal nacionalne oziroma politične razmere na spodnjem Štajerskem. Se pravi, na vsaki strani je 1% tistih ljudi, ki grejo za svojo idejo do konca, ki so pripravljeni vzeti nase tudi skrajno konsekvenco, se pravi, sposobni so žrtvovati lastno življenje. Potem je na vsaki strani, se pravi, na strani protinemške organizacije in pa na strani, se pravi, tisti, ki so lojalni nemškim oblastem, je 9% tistih, ki se bi ustrašili tiste zadnje konsekvence, se pravi, ne bi dali življenja za svojo idejo. Ampak vmes je pa ogromen ribnik, 80% tistih, ki so pa dovzetni bodisi za eno ali za drugo propagando, in pridobitev tega je bila naloga Štajerske domovinske zveze. Sam proces formiranja oziroma sprejemanja v Štajersko domovinsko zvezo je potekal v večjih valovih. Najprej so med 11. in 17. majem 1941 izvedli ogromno zborovanj.
Na teh zborovanjih, ki so bila obilno napovedana v Štajerskem gospodarju in pa Marburger Zeitungu, so pozvali ljudi, naj se seznanijo s to novo organizacijo, naj poiščejo v njej to svojo prihodnost, naj se navdušijo nad nacističnimi idejami, ker jim bo na ta način omogočen tudi sodelovanje v bodoči državni ureditvi in bodo s tem tudi varni pred vsakršnimi represalijami. Potem od 17. do 25. maja 1941 je sledil orientacijski popis. Takrat so se zainteresirani zglasili na sedežih svojih krajevnih skupin, tam dvignili prijavno polo in se seznanili tudi z zahtevami, ki jim bodo morali ugoditi, če bodo hoteli postati člani Štajerske domovinske zveze. Potem je 1. junija 1941 so začele delovati tako imenovane leteče oziroma mobilne sprejemne skupine. Te komisije so delovale v skladu z nacionalno-političnimi smernicami, se pravi, bil je predstavnik nacionalno-političnega referenta, potem je bil vodja krajevne skupine, član in pa član rasno-preiskovalnega glavnega urada SS. In na osnovi tega pregleda, ki so se ga morali udeležiti vsi družinski člani, se pravi starši z otroki, morali so prinesti tudi majhen rodovnik oziroma dokaz o izvoru do starih staršev, s čimer so preprečili sprejemanje Judov. Na osnovi tega, se pravi predstavitvenega razgovora pa rodovnika, so potem ljudi ocenili kot tiste, ki so vredni sprejema ali tiste, ki ne. Rasno pa so prebivalstvo razdelili na 4 kategorije. No, pomembno je tudi to, da so recimo ljudi, ki so bili vodilno proti nemško razpoloženi, odklonili tudi, če so bili rasno izrazito ustrezni. Lestvica političnih stopenj je tako imela, lestvica političnih ocen je imela tako 5 stopenj, lestvica rasnih ocen pa 4 stopnje. No, odziv na to kampanjo sprejemanja v Štajersko domovinsko zvezo je bil izredno visok. Kar 95% spodnještajerskega prebivalstva se je, kot so navajali v teh okupatorskih listih, priznavalo k Führerju in Reichu. Še bolj so se seveda priznavali k temu, da jim je grozil izgon ali pa še kakšne hujše represalije, če se tej organizaciji ne bi hoteli pridružiti. Torej, s formiranjem Štajerske domovinske zveze je nastala nova kategorizacija prebivalstva. Najprej so bili nemški državljani, se pravi, to so bili polnokrvni nemški državljani, ki so uživali vse privilegije, pa tudi imeli vse dolžnosti polnopravnega državljana. Potem je bil pa tisti ogromen bazen državljanov na preklic, to so bili pa tudi tisti, ki so bili sprejeti v Štajersko domovinsko zvezo, ki so uživali določene privilegije tega državljanstva, ampak so bili pa tudi nekako zaščiteni. Potem so bili pa zaščitenci, njihov položaj je bil pa nekako najbolj na prepihu. Zakonodaja je omogočala sicer koriščenje njihove delovne sile, ampak so bili pa praktično brez zaščite, čim so zapustili nemško ozemlje. V prvem valu sprejemov v ŠDZ je bilo v okrožju sprejetih čez 100.000 ljudi. Hkrati so potem tudi vsi prosilci napisali tudi, ali želijo sodelovati v Wehrmannschaftu, se pravi, to je bila vojaška organizacija Štajerske domovinske zveze, ki je pokrivala moške med 18 in 45 letom in pa mladino med 14 in 18 letom. Lahko si pogledate številke, ki so tudi precej visoke. Omenjeno je bilo že, da je v celjskem okrožju delovalo 38 krajevnih skupin, 158 celic in pa 687 najnižjih organizacij, se pravi blokov. Mesto je bilo razdeljeno na 4 krajevne skupine. V tistem prikazu spodaj vidimo pa tudi strukturo, se pravi nacionalno politično strukturo posameznih krajevnih skupin. Krajevna skupina Gaberje Hudinje je bila bazirala na delavskem razredu, se pravi na delavcih iz Vesnove tovarne, potem iz Cinkarne. Te dve skupini, Lisce in pa Zagrad, sta imeli precej po njihovo ugoden nacionalni status. Tukaj je bilo precej ljudi, ki so se deklarirali za Nemce. Ostrožno pa je bila krajevna skupina, v kateri so prevladovali kmetje. Teritorialna organizacija Štajerske domovinske zveze je izgledala takole. Zvezno vodstvo je imelo sedež v Mariboru, pod tem pa so bila okrožja. Najprej so bila formirana okrožja Celje, Maribor, mesto,
Maribor okolica, Ptuj in pa Ljutomer, po dokončni razmejitvi s kraljevino Italijo pa so ustanovili še okrožji Brežice in pa Trbovlje. Okrožje je v primeru Štajerske domovinske zveze pomenilo večje središče z zaledjem, ki pa ni presegalo 100.000 prebivalcev. Pod okrožji je bilo 144 krajevnih skupin, ki so imele po 5.000 ljudi, pod njimi so bile celice s po 800 do 1000 ljudmi in pa najnižje bloki od 100 do 200 ljudi. Zvezno vodstvo Štajerske domovinske zveze je imelo vse tiste urade, ki jih je bilo potrebno, vse urade, strokovne službe in vso administracijo. Okrožja so imela to v nekoliko manjši, ampak še vedno precej razvejani administrativni meri, medtem ko so bile pa recimo celice in pa bloki odvisne predvsem od posameznika. V vsej tej shemi je veljal tako imenovani Führer princip. Vodja posamezne enote je bil osebno odgovoren za delo, za vse tiste kadre, ki so bili njemu podrejeni. Zvezno vodstvo je imenovalo okrožna vodstva in posamezne vidne funkcionarje na nižjih nivojih, potem vodje krajevnih skupin pa so imenovali vodje celic in pa vodje blokov. Vodje celic in pa vodje blokov niso imeli kakega uradniškega aparata, ampak so se zanašali zgolj na enega, dva, tri ali štiri pomočnike, ki so si jih sami izbrali izmed ljudi, ki so sodili v njihovo pristojnost. V Štajerskem gospodarju so že na začetku te kampanje nekako skušali mobilizirati spodnje Štajerce za vključitev in to s takimi predvsem mobilizacijskimi gesli. Pričakujemo, da ne bo niti enega poštenega spodnje Štajerca, ki bi stal ob strani, ampak se bodo vsi vključili v Štajersko domovinsko zvezo in s tem pokazali, da so vredni tega, da jih je osvobodil Adolf Hitler. Tu sta še dva taka predmeta povezana s članstvom, se pravi značka člana Štajerske domovinske zveze in pa izkaznica, kamor so vpisovali tudi prispevke. Štajerska domovinska zveza je imela precej razvejeno strukturo. V vrhu sta dva vodstvena urada, to sta nekak živčni center, hrbtenica oziroma nosilna urada te organizacije. Sledi 8 uradov specializiranih za različna področja življenja in pa dela in pa kot posebnost nacionalno-politični referent. Nacionalno-politični referent je spočetka deloval samo na zveznem nivoju. Po letu 1943 pa so ga vključili tudi v okrožna vodstva. Vodstveni urad 1 je imel nalogo, se pravi predvsem pri kadrovskem organiziranju, šolanju, nadzoru nižjih organov Štajerske domovinske zveze. Vodstveni urad 2 je pa skrbel za propagando. To je vodstveni urad, ki se je tudi največ pojavljal v zgodovinskih virih, pa tudi v časopisih v takratnem obdobju. Vodstveni urad 2 je namreč imel nalogo, da nagovarja čim širše ljudske množice, da jih navdušuje nad nacizem in predstavlja dosežke tako nacističnega okupacijskega urada kot Štajerske domovinske zveze. Sledil je delovno-politični urad. Delovno-politični urad je bil zelo pomemben, kajti nacistična Nemčija se je imela za prvo socialistično državo na svetu, stremela je potem, da iz kvarnega vpliva, se pravi judovskega liberalizma in marksizma, iztrga delavske množice. Delovno-politični urad je skrbel za socialno oskrbo tako delojemalcev kot delavcev. Za njega je bilo značilno, da je organiziral različne celične in pa druge apele, se pravi zborovanja po proizvodnih obratih, po trgovinah, po tovarnah, po obrtnih delavnicah, ki so zaposlovali več ljudi. Sledi urad za ljudsko blaginjo. Urad za ljudsko blaginjo je urad, na katerega se bolj kot nek a priori negativen prizvok okupatorske uprave veže njegova mobilizacijska sposobnost. Urad za ljudsko blaginjo je imel nalogo, da pač skrbi za dobrodelnost, za neko vzdrževanje nekih socialnih projektov, predvsem pa se je proslavil z akcijo, za katero ste gotovo slišali, to je pa zimska pomoč. To je bila magična beseda, s katero je Urad za ljudsko blaginjo dobival sredstva. Namreč, da je lahko ta urad deloval na tak način, kot je, se pravi pošiljal priboljške na fronto nemškim vojakom, skrbel za njihovo oskrbo, ko je uradna oskrba zatajila, je moral dobiti sredstva. Ta sredstva je pa dobil tudi na precej agresivne načine, se pravi z uličnimi pa z nabirkami po gospodinstvih. Glavne
Glavne vrline tega urada so bile razdeljevanje toplih obrokov otrokom v osnovnih šolah, potem organizacija vrtcev in pa seveda neka stalnica, se pravi socialna oskrba ranjenih, obolelih članov oziroma pripadnikov nemške vojske in pa Wehrmannschafta. No, to sta ene dve take slikice, ki so jih zelo radi objavljali v okupatorskem tisku, se pravi darovanje za zimsko pomoč in pa stalno bombardiranje s tem, da je pač treba se udeleževati teh nabirk. Urad za ženske je bil zelo pomemben in pa zelo navezan tudi na delovanje prejšnjega urada, se pravi urada za ljudsko blaginjo. Glavni fokus tega delovanja je bilo seveda lojalno spodnještajersko nemštvo. Oddelki tega urada pa so se navezovali na tiste osnovne funkcije, ki naj bi jih osveščena takrat spodnja Štajerka upravljala, se pravi materinska služba, potem je bila pomoč, otroške skupine in pa zelo pomembno tudi narodno gospodarstvo in pa gospodinjstvo. Na ženski je namreč potem, posebej če je bil mož ali pa partner, če je bil poklican v vojsko ali je bil pa kako drugače zadržan, ali se je pa posvečal delu, je viselo vse, se pravi otroci, gospodinjstvo, težave s preskrbo in temu je služil predvsem tisti oddelek narodnega gospodarstva in gospodinjstva. Ta urad za ženske je pa skrbel tudi to, da se je prenašalo znanje, se pravi, da so organizirali različne tečaje, bodisi kuharske tečaje, tečaje umnega, varnega oziroma varčnega gospodinjenja. Potem skrbeli so za tiste ženske, ki so imele veliko otrok, ki so bile mogoče zaposlene, temu je služila pomoč, da so jim pač pomagali vzdrževati te otroke, da so pomagali z raznimi šiviljskimi popravili, da so otroke odpravili v šolo oziroma v vrtce, da so v okviru otroških skupin prevzeli organizirano otroško varstvo, se pravi, to so pokrivali otroke med 6 in pa 10 letom, prej so bili v vrtcu, kasneje pa v šoli. No, pomembno je bilo prenašanje znanja z področja nege, zaščite otrok, dojenčkov, temu je služila materinska služba. V okviru materinske službe sta bili 2 šoli za matere, se pravi v Mariboru in pa v Celju in pa posebna šola za neveste v Ljutomeru. Izobraževanje mater se je pa vršilo tudi v okviru okrožnih vodstev. Urad za ljudsko izobraževanje je imel nalogo, da poskrbi za vzgojo in izobraževanje odraslih. Na funkcijo tega urada se pa veže zelo zvita kampanja organiziranja jezikovnih tečajev. Namreč neizogibna potreba vsakega člana Štajerske domovinske zveze je ta, da se nauči nemško, da se v 4 in 5 letih izgubi vsaka sled slovenščine. In temu je bil pač namenjen ta urad, ki je zajel šolanje odraslih na vseh področjih življenja in dela. Jezikovne tečaje so organizirali v okviru teh vojaških enot, se pravi Wehrmannschafta, potem v okviru obratov, v okviru krajevnih skupin. Skratka, čim več spodnje Štajercev naj bi se vključilo v nemško nacionalno telo, tudi na ta način, da se naučijo nemškega jezika. Hkrati pa Urad za ljudsko izobraževanje sklenil tudi presekati z nekimi starimi vzorci. Tako so recimo namesto župnijskih kronik začeli voditi vaške kronike, se pravi vaške knjige, v katerih je bilo predvsem popisano tisto, kar je posamezna krajevna skupina dobrega storila oziroma prispevala nemški državi, nemškim oboroženim silam. Hkrati pa je Urad za ljudsko izobraževanje skrbel tudi za odpiranje številnih knjižnic, ki so bile seveda polne nemške literature. No, v prizadevanje tega Urada za ljudsko izobraževanje so se vključili tudi mariborski listi, se pravi Štajerski gospodar, Marburger Zeitung, ki sta objavljala take tudi jezikovne tečaje. Kmetijsko-politični urad se je obrnil na tisto najbolj prevladujoči sloj spodnještajerskega prebivalstva, na kmetstvo. Po nekih podatkih je v celjskem okrožju bilo na voljo 84.500 hektarov obdelovalne površine, ki pa je bila v pretežni lasti kar 22.000 posameznih kmetov. Vemo, če to malo delimo pa naložimo skupaj, da je šlo za izredno razdrobljeno posest, da je kmetijstvo, kot so radi poudarjali nacistični propagandisti, v času jugoslovanske strahovlade strahovito nazadovalo in se je prelevilo iz
popolnega izvoznika prehrane v Avstro-Ogrski državi v 20% kritje komaj lastnih potreb. Hkrati so z Nemci prišli tudi neki novi agrotehnični ukrepi. Nemci so uvajali siliranje, uvajali so dopolnilno kmetijsko izobraževanje z učnimi filmi. Potem številni učitelji na podeželskih šolah so popoldne poučevali mlade kmete in kmetice o umnem gospodarjenju. Kazali so jim vzgojne filme in podobno in pa tudi uvedli so to je bilo pa, kar je bilo pa novom za celoten Reich, se pravi za celotno nemško državo, je bilo pa uvajanje strojnih skupnosti. In prva taka strojna skupnost je bila organizirana v Taboru v Savinjski dolini. Urad za šolstvo je imel dve ključni nalogi. Eno je bilo stanovsko povezovanje učiteljev, drugo je bilo pa skrb za organizacijo pouka na osnovnih in pa srednjih šolah, kar jih je obstajalo. Ta urad je bil precej obremenjen s tem, da se po izgonu, po aretacijah in izgonih številnih slovenskih učiteljev zadosti kadrovskim potrebam na številnih osnovnih šolah, ki so čez noč ostale brez pedagoškega kadra. Naseljevanje nemških učiteljev je potekalo preko organizacije Ehrendienst im Unterland, v 3 valovih pa je v Slovenijo, se pravi na spodnje Štajersko, prišlo preko 1200 nemških učiteljev. Najprej je prišlo v tej akciji 15 šolskih nadzornikov oziroma ravnateljev, ki so kasneje prevzeli posamezne šole, nato pa v 3 večjih skupinah 860 učiteljev iz Avstrije. In te učitelje je v Betnavi in pa Svečini sprejel potem pri svojem obisku na spodnjem Štajerskem tudi Adolf Hitler. Kasneje so se pri iskanju učiteljev zanesli tudi na domače Volksdeutscherje ali pa na upokojene učitelje, ki so imeli nekaj izkušnje še iz prejšnjega avstro-ogrskega časa in pa na učiteljiščnike, maturante učiteljišč iz Avstrije. Urad za obrambno vzgojo je imel pa nalogo, da mobilizira in organizira neke vrste ideološko vojsko Štajerske domovinske zveze in po številnih reformah, ki jih vidimo za menoj, je šele v začetku leta 1943 dosegel to stopnjo, da se je prelevil v nekako uradno vojsko. Do takrat so bili namreč ti nabori in pa pregledi obveznikov bolj tako po potrebi. Od leta 1943 naprej pa so temeljili na zdravniškem pregledu, potem na dodelitvi specialnosti in pa podobnem. Glavno vlogo so pa tukaj imeli častniki SA, se pravi šlo je za Avstrijce in pa za Nemce, medtem ko so pa domač častniški pa počastniški kader pa izobraževali na 14-dnevnih tečajih v Rogaški Slatini. No, radi so tudi svoje dejavnost so radi tudi ovekovečili v teh mariborskih listih. Za mladino je skrbel Urad za mladino. Ta je poskrbel za vzpostavitev vzporedne organizacije Hitlerjugendu, se pravi pri nas se je to imenovalo Deutsche Jugend, vanjo so bili vključeni tako dečki kot deklice. Prvi stik z to nemško mladino je bil pri 10 letih, ko so jih sprejeli iz otroških skupin v to članstvo. Krovno ime je bilo te skupine Jungvolk, medtem ko so pri 14-letnikih pa že govorili dejansko o pravi Deutsche Jugend. Posamezni izrazi so napisani v tejle preglednici. Skratka, veliko območje Celje se je potem delilo na nižje oblike organizacije, kar si lahko preberete v temle pregledu. Otroci so bili tudi zelo hvaležen material za to, da se jih je pošiljalo na te zbiralne akcije za zbiranje surovin, potem zbiranje kakih prispevkov v dobrodelne namene in podobno. Iz njih pa so seveda sklenili pridobiti tudi material za nemško vojsko, potem primerne nemške ženske in pa nemške matere. To je tak izbor uniform nemške mladine oziroma Hitlerjugend. Nacionalno-politični referent je pa skrbel za ideološko podstat, se pravi vse te organizacije Štajerske domovinske zveze. In iz dejstva, da je to nalogo pri zveznem vodstvu opravljal dr. Helmut Karstanjen, naš znanec iz predvojnega časa iz inštituta Sodi iz Münchna, vemo, s čem se je tale urad pravzaprav ukvarjal. En del je bil čisto aplikativna stvar.
Se pravi, skušali so pridobiti neko ozemlje, ki bi ga kolonizirali, to pa je bilo moč narediti samo na en način, da se to sprazne, da se to najprej nacificira, germanizira, kar ne gre, se izseli in da se potem spremeni potem celotna nacionalna sestava določenega ozemlja. Štajerska domovinska zveza je na dva taka bolj radikalna načina pristopala do svojega članstva, komunicirala je predvsem z velikimi zborovanji, na tisoče se jih je zvrstilo od leta 1941 do 1945, še marca 1945 je Heinz Mayerhofer zatrjeval, da bo pa zdaj Štajerska samo še povojno obdobje se počaka in bo Štajerska zopet cvetoč vrt, rane se bodo zacelile. No, vemo, da se to kasneje ni uresničilo, ampak to dokazuje, da je bil pa ta nemški propagandni aparat vse skozi na visokih obratih, tudi leta 1945, ko je bilo že jasno, da iz tega ne bo nič. Hvala.